Bi lahko ameriška zastava ponovno plapolala nad ameriškim veleposlaništvom v Kabulu, tokrat pod oblastjo talibanov? Nekdanji ameriški veleposlanik Ronald Newman pravi, da ja. Da, to si lahko predstavljam. Mislim, da bi morali talibani sprejeti nekatere spremembe politike, predvsem zaradi notranjega ameriškega političnega odziva na preprosto ignoriranje tega, kar počnejo ženskam. Mislim, da bi bil ta odziv zelo močan, vendar pa obstajajo razlogi za ponovno odprtje in zlahka si predstavljam, da bi Združene države to storile. Kljub posnetkom Američanov, ki so leta 2021 hiteli zapustiti Kabul, ohranjanje nekakšnega odnosa z Washingtonom za talibane nikoli ni bilo povsem izključeno. Talibani so jasno povedali, že med pogajanji v Dohi, da želijo ohraniti politične odnose, želeli so, da vojska odide. Pravzaprav se določeno sodelovanje že dogaja. Ameriški uradniki so potovali v Kabul na pogovore, medtem ko ima Washington še vedno praktične razloge za sodelovanje s talibani tam, kjer se njihovi interesi prekrivajo. Združene države že zdaj s talibani pragmatično sodelujejo na določenih področjih. Bilo je več misij v Kabul, zlasti v zvezi z izpustitvijo ameriških talcev, ki so pridržani v Afganistanu, pa tudi glede boja proti terorizmu. Toda sami talibani ostajajo zelo problematični. Njihovo ravnanje z ženskami je postalo še bolj skrajno, medtem ko ostajajo resna vprašanja glede Al-Kaide in drugih radikalnih militantnih skupin, ki delujejo v Afganistanu. Na nek način je odgovor da, na druge načine pa žal ne. Zagotovo se ni spremenilo, postalo je še slabše, saj gre za skoraj srednjeveški pogled na islam, ki ga večina muslimanskih držav ne deli. Toda tudi izogibanje ima posledice. Rusija je že uradno priznala talibansko vlado. Kitajska je vzpostavila tesne vezi, čeprav tega uradno ni storila. In sosednje države Afganistana vztrajno širijo trgovinske in politične odnose. Najprej, v preteklosti smo se že večkrat držali stran od Afganistana. In rekel bi, da kadarkoli obrnemo hrbet Afganistanu, nas to na koncu udari tam, kjer najbolj boli. Ogromna mineralna bogastva Afganistana bi lahko Washingtonu dala še en razlog za ponovno vpletenost. Potencial je resničen, a za zdaj ostaja zelo dolgoročna možnost. To je potencialno zanimivo, če razumete, da se to lahko uresniči šele čez leta, kajti za razvoj mineralnih virov morajo podjetja vlagati. To zahteva določeno stopnjo varnosti. Podjetja morajo verjeti, da bo varnost trajala. Potrebna je tudi določena stopnja vladavine prava. Nič od tega trenutno ne obstaja. V teoriji bi se lahko vse to ustvarilo. Dokler to ni ustvarjeno, mislim, da to ni resna ideja. Če se Washington vrne v Kabul, nekdanji veleposlanik tam pravi, da ne sme ponoviti vzorca, ki je pomagal spodkopati njegovo 20-letno prisotnost v Afganistanu. Premajčne naložbe, ko je bila država razmeroma stabilna. Na to so milijarde prehitro pritekale. Afganistanska država je postala odvisna od ameriške zaščite in nikoli ni zgradila dovolj zaupanja javnosti, da bi preživela brez nje. Ko sem bil tam, se je na primer šele začelo slabšati. In prosil sem za tisto, kar se zdaj zdi majhen znesek, takrat pa se je zdel zelo velik, $600 milijonov dodatne gospodarske podpore. Dobil sem 43 od 600, za kolikor sem prosil, ker je Irak pobral vse ostalo. Kasneje smo vložili milijarde, ampak ko smo vložili velike vsote denarja, smo jih vložili prehitro. In vložili smo jih v zelo omejene dele države v prizadevanju za hitro stabilizacijo. Afganistanski politični sistem ni mogel absorbirati tega denarja. Ko ga ne more absorbirati, ga izgubi skozi korupcijo. Če bi bila veleposlanica Newman danes poslana nazaj v Kabul, bi bil njen pristop zelo drugačen. Brez velikih obljub, brez zaupanja in brez popuščanj, zgolj v upanju, da bi se talibani morda kasneje spremenili. Konkretna dejanja bi morali zamenjati le za konkretna dejanja. Če je odprtje veleposlaništva nekaj, kar si Afganistanci želijo, bi to morda bilo v našem interesu. A obstaja več stvari, ki si jih želimo? Morali bi imeti nekaj konkretnega, kar oni storijo istočasno v zameno, ne pa samo mogoče bomo to naredili kasneje. In to mora biti korak za korakom, ker ni zaupanja, ni ga na nobeni strani in ni razloga, da bi katerakoli stran imela kakršnokoli zaupanje ali vero. In če naredite stvari, kot je odprtje veleposlaništva, ne da bi v zameno kaj dobili,
Preprosto pošljete sporočilo, da se Afganistanci ni treba premakniti. Oni preprosto ostanejo na mestu in Združene države bodo popustile ter spremenile svoje stališče. Za Washington morda vrnitev v Afganistan ni več nepredstavljiva ideja. Toda sporočilo nekdanje veleposlanice je jasno. Če se Amerika vrne v Kabul, to ne bi smelo biti pod pogoji talibanov.